Dober dan vsem iz Javorniškega Rovta nad Jesenicem, kamor sem trenutno začasno deložiran na svoj dom, kjer opravljam svoje delo, namreč tudi jaz sem dobil korono. Tudi jaz sem okužen in za vse naj sporočim, da to ni hec. Po nekaj dnevih relativno blagega poteka je pred 2 dnevoma kot strela z jasnega prišla povišana telesna temperatura preko 39 z mrzlico. Danes zjutraj že nisem več vedel, kaj zatrkujem. Vonj je tudi odšel, boli me čisto vse, vendar k sreči mi jezik še ni vzelo. Potek bolezni je, kot vsi vemo, zelo nepredvidljiv. Še včeraj sem pomagal pravzaprav mlademu gospodu, ki je bil do pred te bolezni popolnoma zdrav, igral tenis in je včeraj potreboval pravzaprav intenzivno terapijo in je bil tudi premeščen. Dnevno se pravzaprav srečujem trenutno z problemom posteljnih kapacitet v slovenskih bolnišnicah. Ko spremljaš tudi evropsko dogajanje, ti je kristalno jasno, da se Slovenija zaenkrat odlično spopada z epidemijo. Ne glede na to, da smo imeli enega najvišjih in najhitrejših rasti števila okužb, še vedno slovensko zdravstvo deluje, še vedno dobijo oskrbo vsi, ki jo potrebujejo. Brez solidarnosti, ki je za Slovence zelo značilna, brez iznajdljivosti in predvsem trme, kar je koncu koncev lepo povedal tudi včerajšnji kolega iz Celja, da bomo pomagali vsem, dokler bomo dihali, ne bi šlo. Zato v bistvu lahko na tem mestu zahvalim vsem, tako primarno v slovenskem zdravstvu, kot tudi vsem ostalim, ki tako ali drugače pomagajo, da je sistem še vzdržen. Naj na tem mestu tudi rečem hvala vsem, ki spoštujete ukrepe in ki verjetno tudi sedaj razumete, zakaj so potrebni. Številke, ki jih je predstavil gospod Kacin, so spodbudne, vendar to za slovensko zdravstvo, predvsem za bolnišnični sistem, pomeni še vsaj 14 dni rasti hospitalizacij. Že včerajšnja številka 114 novih sprejemov v Sloveniji je sama po sebi zgovorna. Včeraj smo tudi dosegli in presegli število 1000 postelj za COVID paciente, ob tem, da je bilo zvečer še vedno nekaj prostih kapacitet. Kot ste že poročali in se v bistvu dnevno poroča, vse bolnišnice sproti sukcesivno dvigujejo posteljne kapacitete, tako navadne kot intenzivne. Menim, da z takim pristopom, kot smo ga Slovenci pokazali, lahko zdržimo to epidemijo in menim, da bomo na koncu uspešni in da bomo spisali zgodbo o uspehu.